Ja, hudič je, kadar se drobna, na videz čist nepomembna iskrca prelevi v katastrofo, če se zaiskri v nepravem času na nepravem mestu. Zgodi se verižna reakcija, ki lahko vodi v resno katastrofo. Prepričan sem, da ste mrzda že videli kakšen hud požar. Morda celo tak, pri katerem je zagorel električen avto. Ali pa kaj drugega, ki se premika s pomočjo elektrike. Skiro, kolo. To so hude stvari. Vsi gasilci pravijo, da v Sloveniji pogosto zagori takrat, ko pride do verižne reakcije, pa kaj se kaj dela s kabli? Štrika. Pa ne štrikati s kabli, pa seveda smo šli atmosferci še korak naprej. Ne, da smo Saši dali malo za pogret pri srcu, ampak da smo preverili v praksi, pa tudi tam je bil Saša zraven, ne? Kako izgleda, ko zagori ta prava baterijska celica iz avtomobila. Da si boste malo lažje predstavljali, kaj se lahko zgodi. Tako silovito, tako nosilno zagori ena sama baterijska celica električnega avtomobila. Zdaj si pa predstavljajte, povprečen električen avto s seboj energijo vozi v 250 takšnih. Pa pazi, avtomobili niso edino prevozno sredstvo z električnim pogonom. Električna kolesa so v zadnjih nekaj letih postala del rekreacijskega vsakdana, ampak prosim lepo, upoštevajte navodila. Baterij ne izpostavljajte soncu, uporabljajte samo originalne kable oziroma polnilce. Če se pa baterija slučajno med polnjenjem začne pregrevati, polnjenje takoj ustaviti in kolo v trenutku odstraniti od česarkoli gorljivega, še najboljše je, če ga postavite nekam ven na prosto. In kar je Ciril rekel za kolesa, enako velja za skiroje. Na cestah po vsem svetu se trenutno vozi že več kot 16 milijonov električnih avtomobilov. Ko pa so udeleženi v prometnih nesrečkah, pa le redko zagorijo. Baterijski sklop je najbolj zaščiten del karoserije električnega avtomobila. Kljub temu pa gasilci poudarjajo, da so električni avtomobili ranljivi in če zagorijo, jih je težko pogasiti. Če se zgodi prometna nesreča, čelni trk, bočni, nima veze, so električni avti izredno varni. Tudi starejše generacije, ki so bile tehnološko manj razvite, sistemi oddelajo, odreagirajo. Tudi da bi se ob trku vžgal, verjetnost je minimalna. Seveda pa zmerom obstaja možnost, da lahko pride do gorenja. Da električna vozila zagorijo, imajo načeloma dva osnovna indikatorja oziroma dva tista triggerja. Prvi trigger je, da je vozilo zagorelo zaradi čisto osnovnega razloga, tako kot vsako drugo vozilo, in se temperatura prenesla na baterijo oziroma na celice. Drugi trigger, se pravi naprave, ki sisteme polnejo, lahko zatajijo, prepošljajo premočno napetost, premočen tok in zadeva preide v požar. Danes gotovo lahko rečemo, da imamo več izkušenj z požari v objektih zaradi električnih skirojev, električnih lolk in podobnih prevoznih sredstev, kakor zaradi električnih vozil. Na srce vam polagam, ne uporabljajte izdelkov, kablov, polnilcev dvomljive kakovosti.